Ko smo bili še del Jugoslavije, smo Slovenci dobili prvo erotično trgovino. To se je zgodilo pred 20 leti in v tem času so erotične igračke dobile čisto drugačno podobo. Kako se je spremenila ponudba igračk v 20 letih? Joj, zelo. Sploh ni primerjave, morala bi res pokazati sliko. Bili so trdi, ne lepe oblike, ne lepih materialov in jaz sem se skoraj 10 let spraševala, kam ženske to dajejo. Jaz se spomnim takrat na začetku, so bili vibratorji kar ne sveče, ker so se malo tresle. Zdaj imate pa tako ponudbo, ste videli, tle imajo metrskega tamle sem videl. Kakšne igračke pa vi uporabljate? Glejte, zdaj jaz sem sicer že malo v letih, ampak vibratorja še ne rabim. Sicer ima tudi veliko ponudbe za moške igračke, vas to kaj zanima? Ja, zelo me je presenetila, ko mi je rekla, da ima vibrator tudi za moške, da si masirajo prostato. Moram priznati, da sem bil čist paf, ker jaz si pa kaj tazga. To slučajno ne morem zamisliti, da bi si vtaknil v ta zadnja. Za razliko od Tofa pa Maks Modic rad preizkusi vsako novost, že vse od leta 1990. Če se jaz spomnim mojega prvega obiska v tej trgovini, je bilo tako, da so se vsi skrivali tam za štant in Bog var, da je kdo bil še noter zraven enega kupca. No, danes pa, evo, pa 20 let, pa tako ljudje pridejo, ni jim več narodno kupiti te igračke in vse ostalo, kar je ponudba erotičnih butikov, kar je dobro. In nerodno ni niti poslancem. A ste vi že mogoče kaj kupili pri Nadi, kakšno igračko? Mislim, da ta trgovina je mnogokrat zelo priročna za kakšne deklišne pa fantovšne, sicer ima pa tudi lepo spodnje perilo. Zato ne čudi niti dejstvo, da se Slovenci glede uporabe erotičnih igračk lahko kosamo samo Nemčijo. Glede na število populacije, pa če mi primerjamo nemški trg, ki nekje obsega 80 milijonov ljudi, pa slovenskega, ki ima 2 milijona, smo mi procentualno po prodaji erotičnih pripomočkov, erotičnih revij in sploh kar se erotike tiče, da ne govorimo o erotičnih butikih, procentualno pred Nemčijo.